Razstava naslednjih 21 dni bo ključnih je nastala v koprodukciji Galerije Škuc in Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti, ki deluje pod okriljem Zavoda SCC Ljubljana. Pripravili pri zasnovi in izvedbi pa smo sodelovali ekipa šole in pa udeleženca in udeleženke 18. generacije. Na razstavi sodelujejo Nataša Berg, Adrian Praznik, Aldo Gianotti, Simona Semenič in Nada Žgank ter kolektiva Small But Dangerous in Beli sladoled. Kuratorsko izhodišče razstave je bil premislek o aktualnih okoliščinah, ki so v marsičem tako nenavadne, tako čudne, da se v bistvu lahko nanje odzovemo le s humorjem. In v bistvu, ko smo začeli snovati razstavo, smo razmišljali, s čimer, kot če ne z absurdom, bi lahko v bistvu zaobjeli vse, kar se nam je zgodilo v zadnjem letu. Kljub temu pa, da že leto dni živimo v neki vzporedni, neki čist novi realnosti, pa ta realnost še vedno ni nič manj tuja in negotova kot sprva. In kar posega v tako naše osebno kot družbeno-politično življenje, smo se nanjo enostavno primorani odzvati. Naslov razstave se zato navezuje na napovedi o omejevalnih ukrepih in ključnosti naslednjih nekaj dni, kar v bistvu poslušamo že od začetka epidemije. In zaradi tega, tako menimo, je tale fraza že nekako usidrana v lokalni koronski humor. Ena od teorij humorja, teorija neskladnosti, pravi, da humorna percepcija nastopi v neskladju med pričakovanim in dejanskim. Torej, ko pričakujemo nekaj, dobimo pa nekaj drugega. Humorno nastopi, ko se te sopostavljene neskladnosti razjasnijo v nekaj nepredvidenega, torej v nekaj nasprotnega od pričakovanega ali pa celo razpustijo v nič. Pri tem pa seveda ne uživamo v samem sopostavljanju neskladnosti, ampak v njihovi razrešitvi, torej v razrešitvi te napetosti, ki vodijo v nekakšen uvid ali pa neko spoznanje, ki prinaša kognitivno ali pa estetsko zadovoljstvo. Umetniška dela na razstavi smo razdelili v dva tematska sklopa. In sicer prvi sklop se ukvarja z temo vzpostavljanja umetniškega dela. Kaj sploh umetniško delo je, kaj ga vzpostavi, kakšni so načini ustvarjanja, pa tudi kakšni so smisli razstavljanja umetniških del v galerijah in znotraj sistema, kakšna je vloga umetnika, kakšne so karierne poti umetnika, kaj, kdo in kako vpliva na to, kako se umetniško delo vzpostavi, prepozna, pa tudi kako lahko preživimo oziroma ne preživimo z ustvarjanjem umetnosti. In sicer, če morda kar naštejem ta dela v tem sklopu, je projekt Imagine More Nataše Berg in potem delo Portfolio Adriana Praznika in delo Obleka za otvoritev kolektiva Beli sladoled. V drugem sklopu umetniških del na razstavi smo se ukvarjali s tako imenovanim pogledom od zunaj in sicer predvsem s tem, kako kulturna politika vpliva na produkcijo sodobnih del, pa tudi na razumevanje javnosti. In v bistvu so tukaj pomembni te pogledi, konzervativni pogledi na to, kakšna umetnost je prava umetnost, pa tudi splošna retradicionalizacija družbe in nekako smo iskali dela, ki se odzivajo na to situacijo. In sicer razstavljena dela so skupno delo Simone Semenič in Nataše Žgank z naslovom Janezove sanjarije. Potem je tukaj sta dva kolaža kolektiva Small But Dangerous z naslovom Umetnost je lepa, blagodejna in mistična 1 ter Umetnost je lepa, blagodejna in mistična 2.
Kot zadnji pa je edini umetnik, smo ga povabili iz tujine, Aldo Gianotti, in on se pa s svojimi risbami odziva na neko splošno situacijo, tako koronsko kot tudi kulturno-politično, odzval pa se je tudi na konkretne lokalne razmere. Nataša Berg na razstavi sodeluje s serijo Imagine More, ki v prevodu je to Predstavljaj si več, ki naslavlja recepcijo sodobne umetnosti. Serija je bila zasnovana leta 2012. Ena od spodbud za nastanek serije je bila spodletelost projekta EPK Maribor 2012. Na drugi strani se pa umetnica odziva na negativen odnos nekaterih ljudi in institucij do sodobne umetnosti, predvsem meri na negativne, odklonilne komentarje, ki se v bistvu v zadnjem času znova nekako prihajajo v spredje. Razstavljeni so različni prazni nosilci, torej platno, televizor, potem okvirji, telefon, na katerih je nalepljen samolepilni listič z različico napisa Imagine, torej Imagine Abstract Painting, Imagine Self-Portrait in tako naprej, s katerimi v bistvu umetnica vabi obiskovalce in obiskovalke k neki aktivni izkušnji galerijskega obiska, in sicer jih vabi, da sami nekako si zamislijo, predstavljajo umetniško delo, če menijo, da je to tako preprosto. Torej, prva galerijska postavitev serije se je zgodila na rezidenci na Tirolskem. Serija pa je pozneje dobila še kar nekaj ponovitev, med drugim je bila predstavljena v Pulju in nazadnje kot intervencija na Parallel Vienna. Na pričoči razstavi pa smo serijo razširili še na krovno podobo vabila razstave. Aldo Gianotti je italijanski umetnik, ki deluje in živi na Dunaju, vendar je že pred časom razstavljal v Ljubljani in je seznanjen tudi z lokalno kulturno situacijo in produkcijo. In sicer za njega je značilno, da v svojih delih nekako obravnava medsebojne odnose in razmerja moči, in velikokrat njegova dela napeljuje na neke skupne projekte oziroma nekako nagovarja publiko, da nekaj storijo, se pravi, jim daje nekakšna navodila. Značilno za njegova zadnja dela pa je predvsem uporaba risbe v obliki vizualnih komentarjev. In sicer tukaj na razstavi smo se skupaj odločili za izbor risb, ki izhajajo iz več njegovih serij, nekatere risbe pa je naredil prav konkretno za to razstavo, ki so vezane tudi na prostor galerije Škuc. In sicer ena od risb, kar je tudi njegovo morda izhodišče, je to, da vedno izhaja tudi iz neke te arhitekturne forme oziroma tlorisa galerije, in tudi tokrat je vzel za izhodišče tloris galerije Škuc, ki ga je potemnil oziroma izrazito zmanjšal tloris kot komentar na sodobno kulturno politiko, ki zmanjšuje sredstva in nekako vpliva na produkcijo sodobnih del. Drugo delo, morda, ki ga bi še izpostavila in je vezano tudi konkretno na prostor galerije Škuc, pa je to, da je za izhodišče vzel logotip galerije in spremenil njegovo sporočilo. V lanskem letu pa se je Aldo Gianotti s serijo risb tudi zelo humorno odzval na koronsko situacijo, se pravi na lockdown, na zaprtje galerij, in je pripravil celo serijo teh komentarjev, v katerih pač pokaže, kako se naša realnost trenutno spremenila, ko smo vsi nekako bili prisiljeni v samo domačih prostorov in nekako vsa umetnost se je iz fizičnih prostorov preselila na ekrane. Potem je še ena serija navodil, kako gledati umetnost, kako se obnašati v galeriji. In tukaj on vzpostavlja nekako na humoren način neka nova navodila oziroma predloge, kako gledati umetniška dela in nekako s tem sprevrača ustaljene vzorce obnašanja v galerijah in v muzejih.
Adrijan Praznik na razstavi sodeluje z novim delom Portfolio, v katerem izpostavlja vlogo ali pa pomen umetniškega portfolija, s katerim umetnik ali umetnica na nek način kotira na borzi umetnostnega sistema. Zdaj, postavitev portfolija v galerijski prostor napeljuje na razmislek o tem, kaj vzpostavlja umetniško delo in kako v bistvu umetniško delo vzpostavi svojo auro. To, kako določeno mero, v bistvu kako umetnostni sistem določeno delo prepozna kot umetniško, ga kot takega vzpostavlja in tudi promovira, pa je nekaj, kar Adrijana Praznika zanima že dlje časa. Razstavljene so 3 strani portfolija, ki je datiran z maj 2021. Prikazuje pa umetnikovo serijo Čista špekulacija, ki nastaja od leta 2017. Torej, gre za slikarsko serijo, v kateri umetnik pravzaprav se ukvarja z vprašanjem, kaj medij slike sploh je. In ta slikarska serija je dobila potem nadaljevanje, in sicer v sodelovanju med Adrijanom Praznikom in fotografom Klemnom Ilovarjem. In rezultat so fotografije, ki so predstavljene tudi v tem portfoliju. Gre pa za fotografije poskusov postavitev umetniških del z nekimi drugimi rekviziti v neke nenavadne situacije. Serija naslavlja tudi vprašanja avtorstva in originalnosti. Avtor Adrijan Praznik meni, da je avtorstvo velja pripisati več ljudem, saj pri produkciji umetniškega dela vedno sodeluje več ljudi, med drugim slikar in fotograf do piscev. Razstavljen portfolio pa je na nek način nek odvod oziroma nek derivat te serije, ki se je v bistvu začela zelo materialno, potem pa prešla v nematerialnost, kar portfolio je, in se zdaj v bistvu z natisnjenim portfolijem znova vrača k materialnosti. Kar je še mogoče zanimivo, je, da kljub temu, da gre za umetniško delo, ta portfolio še vedno ohranja neko uporabno vrednost, neko uporabnost. Svetovno znana umetniška skupina Beli sladoled kot sama sebe samoironično in humorno poimenujeta slikarja Miha Perne in Leon Zodor. Na razstavi sodelujeta z instalacijo z naslovom Obleka za otvoritev. In sicer gre za projekt, ki temelji na motivu opečnatega zidu, ki je značilen za njuno delo v zadnjih letih, že kar nekaj časa. Ta motiv sta nekako razvila ravno zato, ker so njuno delo postavljali v različne kontekste. Velikokrat so jo umeščali v ulično umetnost, na področje grafitov. In tako sta se pred leti odločila, da nekako pripeljeta ulico v galerijo in s tem, ko sta vzpostavila motiv opečnatega zidu v galeriji, tudi začela razvijati neko prepoznavno podobo svoje skupine. In ko sta nekako ugotavljala, kako pomembno je za umetnike na kakšen način se oni fizično predstavijo v prostoru oziroma kako nastopijo na otvoritvah, recimo, oziroma da je na otvoritvi pomembno, da je umetnik in umetnica, da so takoj prepoznavni, da publika takoj ve, kdo v prostoru je umetnik, sta se odločila, da si data izdelati posebni obleki za otvoritev. To so posebej krojene moške obleki oranžne barve, ki sta jih sama ročno poslikala z motivom opečnatega zidu. In že od leta, mislim, da 2010 dalje, so te obleke stalnice na otvoritvah njunih razstav. Tokrat pa je bilo tudi zaradi situacije s korono prvič, da dejansko otvoritve razstave ni bilo, in tudi to je bil eden od povodov, zakaj sta se odločila za tako postavitev obleke. Tokrat ste prvič obleka razstavljena brez njiju, se pravi kot artefakt. Po drugi strani pa je ravno ta dramatična postavitev obleke v prostoru, ki je osvetljena in predstavljena kot neka posebna vrednost, kot nek poseben zgodovinski artefakt. To je njun humoren komentar temu, kako je bilo, v bistvu, ko sta prejela nagrado Oho pred 10 leti, ki je bil nek res obet razvoja umetniške kariere in uspeha.
kaj se je dejansko v teh 10 letih zgodilo s tem obetom, ker je v slovenskem prostoru seveda vemo, da dejansko živeti od umetnosti je skoraj nemogoče. Eden od principov njunega delovanja je tudi to, kot sama poimenujeta, metoda presenečenja kinder jajčka. Se pravi, vedno pri njunih delih je tudi značilno to, da nekaj pričakujemo, dobimo pa neko presenečenje. In to je ponavadi tako, da tudi sami, da niti publika, niti kuratorji, kuratorke ne vedo čisto točno, kaj bodo na koncu dobili. Pri tej razstavi pa smo se nekako odločili, da se ta obrat zgodi, ko obiskovalka, obiskovalec stopi v razstavni prostor, ko si želi ogledati te dve razstavljeni obleki. In sicer moment presenečenja je tu to, da se osvetlitev, ko se oblekama približamo, osvetlitev ugasne. In ravno ta moment, da tudi ilustrira ta obet uspešne umetniške kariere, ko se nekako približaš, se ne zgodi nič oziroma ostane nedostopna. Luč se ugasne in nekako ne pride nikoli do tega uspeha. Delo Simone Semenič in Nade Žgank z naslovom Janezove sanjarije sestavlja 8 fotografij, ki skupaj tvorijo celoto, zaporeden niz dokumentacije oblačenja v slovensko gorenjsko narodno nošo. In sicer gre za delo, ki je bilo prvič razstavljeno lansko leto v Mestni galeriji na skupinski razstavi Svobodno sonce. In je drugo skupno delo dramatičarke Simone Semenič in fotografinje Nade Žgank. In sicer je nastalo kot odziv na njuno prejšnje skupno delo z naslovom Zapis celote, ki je nastalo, mislim, da leta 2009. In je v času, ko je Simona Semenič prejela Prešernovo nagrado, nekako prišlo zopet v ospredje, saj so ga vsi mediji izpostavljali zaradi njegove tako imenovane provokativnosti. Serija fotografij je natisnjena na deske za rezanje mesa, kar predstavlja dodaten humoren komentar, pravzaprav pokaže absurdnost današnje konzervativne družbe, ki potiska ženske nazaj v preživete vzorce neke podrejene domačijskosti in hkrati tudi komentar na to, kako se gleda na žensko telo, se pravi kot na kos mesa. Mateja Rojc in Simon Hudolin sta tandem Small but Dangerous. Na razstavi sodelujeta s kolažama Umetnost je lepa, blagodejna in mistična 1 in 2. In sicer smo njuno delo postavili nasproti delu Simone Semenič in Nade Žgank, ker ravno tako komentirata pogled oziroma usmeritev današnje kulturne politike, ki se zavzema za bolj tradicionalne poglede na to, kakšna naj bi umetnost bila, in sicer to sugerira tudi naslov kolažev. Za njuna dela je značilna ta napetost med tem, kar vidimo in kakšen je naslov, kar je tudi značilno za teorijo humorja, kjer se ravno ta humorni zasuk zgodi v obratu, ko pričakujemo eno, dobimo pa nekaj drugega. In v delu Umetnost je lepa, blagodejna in mistična z visoko zvenečim naslovom pričakujemo eno, kar pa dobimo pa je nekaj povsem drugega, in to je ravno ta njun humorni komentar tudi kulturne politike.